Na rednem letnem občnem zboru v Čebelarskem centru na Zgornji Bistrici so se minuli petek zbrali člani Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Na zboru so prisluhnili tudi poročilo o delu društva v preteklem letu, ki ga je predstavil Maksimilijan Prah, predsednik Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica se lahko ponaša z dolgoletno tradicijo, saj so že davnega leta 1924 skupina naprednih čebelarjev na občnem zboru na Čejšancu postavili temelje za njegovo delovanje. Danes spada med večja čebelarska društva v Sloveniji, zagotovo pa najštevilnejše društvo v Čebelarski zvezi društev Štajerske. Povezanost, sodelovanje in kolegialnost so vedno bila vodila med čebelarji in prav to želimo ohraniti in utrjevati še naprej. V letu 2022 smo uredili in zasadili z novimi rastlinami čebelarsko ušo pod medovitih rastlin. Tudi društvena trgovinica je delno zaživela, pa knjižnico smo obogatili z dodatnimi poučnimi knjigami in tudi muzeji smo dopolnili. Ne bom našteval aktivnosti, ki so se odvijale na vseh lanskih delovnih akcijah. Preko 630 delovnih ur smo vložili v Čebelarski center, da je danes takšen, kot je. Posamezniki so še aktivnejše vršili izven delovnih akcij. Izvajanje tripartitnega sporazuma med Čebelarskim društvom Slovenska Bistrica, občina Slovenska Bistrica in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami je v lanskem letu potekalo zelo obširno, saj smo v ta namen izvedli 18 dogodkov. Kajti osveščanje predšolske in šolske mladine je ključ do ohranjanja matere narave. Prav tukaj je župan dr. Ivan Žagar, občine Slovenska Bistrica, dokazal, da se globoko zaveda, da je izobraževanje in ozaveščanje ljudi o zdravi naravi temelj za razvoj in obstanek napredne družbe. Zato še enkrat pozivam vse pristojne, da v svoje učne programe vključijo vsaj enkrat na leto obisk otrok v Čebelarskem centru, mi čebelari pa jih bomo kot do sedaj z veseljem sprejemali. V ta namen smo pripravili program, katerega smo izvajali v sezoni. V ta namen društvo sprejme tudi finančna sredstva, člani pa to izvajamo volontersko in z veseljem. Sodelovali smo na vsakoletni prireditvi Podobe bistriških domačij, katere traja 2 dni. Prijavili smo tudi medeni paviljon, ki je še popestril ponudbo. Tako so nas 9.9. obiskali otroci iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, bilo jih je preko 260, drugi dan 10.9. smo izvedli 7. tradicionalno kuhanje medenega kotlička, sodelovalo je 8 ekip, bilo je prav pestro, veliko obiskovalcev, vse se je pojedlo, kar se je pripravilo in tako je tudi prav. Nadaljevali smo tudi dežurstvo v našem Čebelarskem centru, katero je potekalo od otvoritve vsako nedeljo od 15 do 20 ure do konca oktobra. Dežurni v letu 2022 so bili Marjan Drev, Gorazd Levart, Janez Košir, Srečko Mihalak, Octavijan Iršič, Boštjan Slanič, Franc Oder, Andrej Hudin, Borut Košič, Boris Poslek, Franc Pokrajšek, Matevž Tomašič, Martin Vrbek, Rok Cafuta, Miroslav Vrnik, Kopr Zvonko in Maksimilijan Prah. Vmes smo še sprejemali organizirane skupine na Čebelarskem centru, obiskalo pa nas je kar nekaj čebelarskih društev iz širše Slovenije. V letu 2022 smo imeli uradno registrirano zdravilno postajo, kar pomeni, da je delovala 27 zdravilnimi postajami v Sloveniji, se pravi edina, ki deluje v sklopu Čebelarskega društva. Skupino pa je vodil Boris Poslek, zraven sta še bila Matevž Tomašič in Matis Brausberger. Zdravilna postaja bo delovala tudi v letu 2023, za kar se pridobivajo vsa potrebna dovoljenja.